Lep pozdrav v novi epizodi Male šole Audio Pro. Tokrat malce drugače, virtualno bi se temu lahko reklo, kajti pogledali si bomo, kako pravilno nastaviti vaše snemalno okolje Cubase, da bo lahko pravilno delovalo z vašo izbrano zvočno kartico. Pa kar začnimo. Izberemo Cubase in ga zaženemo. Seveda ta tutorial predpostavlja, da imate že pravilno nameščene gonilnike vaše zvočne kartice na računalniškem sistemu in da bomo lahko z zagonom programa že izbrali gonilnik, ki ste ga predhodno namestili na vaš računalnik. Ko se Cubase odpre, lahko izberete nov projekt ali pa odprete prejšnjega, recimo kar takole. Zdaj pa gremo v meniju pod Devices, Device Setup. Izberemo v meniju Devices VST Audio System ter v njem izberemo pravilni ASIO gonilnik. Se pravi, če imate, tako kot jaz, recimo v mojem primeru, RME Fireface 800 karto, boste tukaj dobili ASIO Fireface 800 gonilnik. Če imate, ne vem, M-Audio, boste tukaj dobili ASIO M-Audio gonilnik in tako naprej. Izberete tistega, ki je pravilen za vašo zvočno kartico in to potrdite s klikom na OK. Za pravilno delovanje vhodov in izhodov boste morali nastaviti še eno zadevo, in sicer tako imenovane VST connections ali virtualne povezave. Te bodo povedale vašemu računalniku, preko katerih kanalov vaše zvočne kartice naj komunicira program. Se pravi, v Cubaseu gremo znova na meni Devices, izberemo VST connections, potem pa imamo tukaj kar nekaj jezičkov. Inputs za vhode, outputs za izhode in potem še naprej jezičke za group efekte, zunanje efekte, zunanje inštrumente in pa studijski del, kjer si lahko nastavite studijske vezave za različne komplete zvočnikov, talkback in tako naprej. Nas danes zanimata samo prva dva jezička, in sicer inputs in outputs. In sicer pod inputs si lahko, to so vhodi, dodamo toliko vhodov, kot jih naša kartica premore. Jaz bom pokazal samo za recimo enega, se pravi z desnim klikom v to območje ali pa zgoraj na jeziček, ki se mu reče Add Bus, izberemo mono ali stereo konfiguracijo ter število kanalov, ki bi jih radi ustvarili. Kliknemo OK, tukaj se nam pojavi nov kanal, ki smo ga pravkar ustvarili. Zdaj pa mu je treba še povedati, preko katerega vhoda naj ta kanal sprejema signal. Audio device naj bo tisti, ki smo ga izbrali, device port pa izberemo iz menija, ki se nam prikaže, ko kliknemo na izbran vhod. Se pravi, recimo analog 3, to pomeni, da bo tretji analogni kanal moje zvočne kartice bil vezan na mono in vhod. Jaz vam svetujem, da si te vhode poimenujete. To pa naredimo tako, da dvokliknemo na ime ter izberemo recimo analog 3 RME. Tako, tole je ustvarjeno. In sedaj, ko bomo izbrali nov audio track, recimo, da bo mono, bomo lahko videli, da imamo tukaj ustvarjen analog 3 RME vhod. In ko ga bomo izbrali, bo ta seveda omogočal, da bomo na tretji vhod te dotične kartice lahko pripeljali signal. Enako naredimo tudi za izhode, se pravi VST connections ali pa bližnjica na tipkovnici je F4. Gremo na outputs in sedaj, če imamo samo en stereo izhod, ki ga bomo uporabljali, izberemo že ustvarjeni stereo out in mu samo določimo device port. Se pravi, preko katerih
signalov oziroma preko katerih izhodov bomo priključili zvočnike. Tako, to bi moralo zadostovati, da boste lahko delovali z vašim programom Cubase in izbrano zvočno kartico. Lep pozdrav in nasvidenje v naslednji epizodi Male šole Audio Pro.